Pozdravljeni. Prah po dogovoru med FIO in Ferrarijem se še ni polegal, ko je Jean Todt pred nekaj urami ponovno dvignil napetost s tem, da je dal določeno izjavo. Malce nepričakovano je pred nas prišel drugi del španske nanizanke med FIO in Ferrarijem. In preden začnem, še majhno opozorilo, ukolikor kdo želi poslušati tisti prispevek o prvem delu ter mnogih drugih povezanih s to zgodbo, ima vse bližnjice v opisu. Jean Todt je dal izjavo in v tej izjavi dobim več napak kot potrditev, katere sprožajo mnoga druga vprašanja in stvar je še daleč od tega, da bi bila zaključena. Pa začnimo. Jean Todt je začel s tem, da je bila prav FIA tista, ki si je zmeraj želela, da pride na dan podrobnost iz tega dogovora med FIO in Ferrarijem. A to smo že sami po sebi razumeli, kajti prav FIA je na svoji spletni strani objavila obstoj tega skrivnega dogovora. Kolikor bi želeli zadevo pomesti pod preprogo, ni bilo treba dati te izjave na lastno spletno stran v trenutku, ko jo bojo vsi mediji gledali. In mislim, da je to vsakomur jasno in ne rabimo Jeana Todda, da nam to še enkrat pove. A druga zadeva je bolj zanimiva, kar izhaja iz te njegove izjave. Med FIO in Ferrarijem je bil podpisan dvostranski dogovor in sam si domišljam, da dvostranski dogovor je v interesu obeh strank, drugače ga ne podpišejo. Mislim, da se tu strinjamo vsi. A vidimo sedaj tukaj Jeana Todda, kateri pravi, da se ne strinja s to klavzulo, s to zavezo k molčečnosti, kateri je v dogovoru, katerega je FIA podpisala. In nihče jim ni tiščal pištole na glavi in jih prisilil k podpisu, vsaj tako si sam domišljam. In že tu so stvari malce bolj nejasne, kot smo jih imeli že v prvem delu. A v nadaljevanju Jean Todt se še bolj zaplete v protislovja. Povedal je namreč, da tehniki, kateri so pregledovali pogonski sklop Ferrarija, niso bili sposobni 100% zagotoviti, da je določena komponenta bila v nasprotju s pravilnikom. In seveda, če je bila komponenta skladna s pravilnikom, zadeva ne sme biti sankcionirana. Ukolikor 100% niso bili sposobni tega dokazati, da je bila v nasprotju s pravilnikom, je bila skladna s pravilnikom. A kljub vsemu, da je povedal prenešeno, da je zadeva bila skladna, naj bi baje Ferrari kaznovali. Kako sicer ne vemo, a to so izjave Jeana Todda. In že tu spet vidimo, da je nekaj v ozadju, kar ni pravzaprav jasno in sam menim, da v tem primeru bi bilo bolje, da bi bil Jean Todt kar lepo tiho. Namreč še naprej se zapleta, pravzaprav v tistem delu, ko govori, da na začetku smo imeli 7 ekip, katere so si želele zvedeti podrobnosti tega dogovora, sedaj jih imamo le 6. In nekako namiguje, da je prišlo do dogovora med predstavniki Ferrarija in Mercedesa oziroma FCA-ja in Mercedesa na malce višji ravni, kot bom rekel tistih šefov ekip, kar je pa celo, bom rekel, nedokazano in malce preveč pretenciozno, da bi kar tako brez resnih dokazov to povedali. Namreč zavedati se moramo enega dejstva. Ukolikor je bil pogonski sklop Ferrarija v nasprotju s pravilnikom, niso osvojili ne naslova svetovnega prvaka med vozniki in ne med konstruktorji. Ukolikor bi prišlo do kakšne športne diskvalifikacije oziroma odvzema točk, bi edini pridobili nekaj tisti pri Red Bullu, kajti očiten skok bi bil iz 3. na 2. mesto, vsi ostali bore malo. A bistvo je verjetno očim skrito in je v tistih novih pravilnikih za sezono 2020, 2021 in 2022. Namreč mnogokrat sem namignil, da verjetno pri Ferrariju so si izbrali taktiko, katera jih je precej opekla.
Napravili so SF1000, bolid, ki je dokaj konvencionalen, kateri naj ne bi rabil ogromno razvoja v vetrovniku in na simulacijah CFD. Tako naj bi sprostili določeno število ur pri obeh kapacitetah in pri novem inženirskem timu verjetno pod kontrolo Simonija Resta že vnaprej delali na tistem novem pravilniku. Tisti, ki bi moral v začetku priti v veljavo 2021 in bo sedaj 2022. A seveda spremembo pravilnika so jim stopili na prste. Tega ne smejo več početi. In prav tu je lahko razlog, zakaj pri Mercedesu so opustili preganjanje Ferrarija, kajti dobili so že zadosti veliko klofuto in ne rabijo nič drugega. Riskirali so in izgubili, tako da bodo 2 sezoni lahko z bolidom, ki bo povprečen in katerega več kot toliko ne bodo sposobni razvivati. In tudi Simone Resta v situaciji, kot je na bolidu tistega novega pravilnika, ne bo smel delati vnaprej in kaj bo počel, dosti ne. In prav v tem smislu mislim, da je prav, da razmišljamo in izjave Jeana Todda vzamemo za veliko mero rezerve in kar je bolj zanimivo, vidimo tudi, kako malo pretkan in bom rekel malce naiven je Mattia Binotto. Hotel je pretentati Jeana Todda in Rossa Browna, dva, ki sta bila pri Ferrariju znana po tem, da znata brati pravilnik. In verjetno ga znata brati bolje kot on, celo pišeta ga. In prav v tem primeru vidimo, da s to izjavo Jeana Todda je hotel lahko pozornost medijev in nas navijačev spraviti v eno drugo smer, da ne bi zapazili, kaj se v resnici dogaja v ozadju. Toliko o drugem delu te nanizanke in pričakujem, da bo morda lahko kdaj prišel na vrsto tudi tretji. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.